kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Generali, zdravo, nasvidenje. Ma da daj, no, prosim te, no. Ne, samo spati je šla. Ja, seveda je bom pozdravil. A na kje pa ti ne poznaš? Popije 2-3 koktale, potem pa joka moja glava. No, prav, adijo. Zdravo, generalni. Servus. Jasno, zdaj mu že generalni segajo le še do kolen. Če pa nočeš obogat, no, koktali niso zate, pij vino. Poglej, tvoj očka je pil, hvala Bogu, vse svoje življenje, pa ga nikoli larvala, no. Prosim, no, nič takega. Ja, vem, no. Aspirin vzemi, dobro. Ne, samo Božje gostov. Ja, bom, no. Lahko noč, ja. Že spet ista pesem. Že 100-krat sem mi rekel, ne pije tega špirita, ampak sej ženskam ne moreš dopovedati, da je tisto, kar ti hočeš boljše, no. Hoče koktajl, no, zdaj ga pa ima. Prav je. Kaj pa ti? Kaj piješ? Mislim, da slivovko. To je tista užiška, 2-krat žgana. Prima, kaj? Ja. Dane mi jo je poslal prejšnji teden. 10 litrov. Na zdravje. Zdravje. Au! Še mrliča bi stresla. Kaj si zaspan? Če bi lahko legel in zaspal, bi dal. Ne vem, kaj bi dal. Je pa čudna ta tvoja nespečnost. Jaz se pa samo uležem in že me ni več. No, se pravi, da imaš mirno vest. Ja, seveda jo imam, kaj ti nimaš. Kaj vemo o svoji vesti? Nič ali pa skoraj nič. Predvsem nas zanimajo tuje vesti, ker na ta način svoje laže potisnemo v ozadje. Pijo že. Ti imaš vzrok, da piješ. Ti poslušaj, pa kaj pravzaprav s teboj? Ves večer si bil nekako sam zase. Nič. A daj no, poznam te kot lasten žep. Poznaš? Seveda te poznam, no. Skupaj sva hodila v gimnazijo, skupaj sva bila med vojno, skupaj delava že 20 let. Vena se res vidiš, pa se kljub temu ne razumela. Daj no, kaj pač vekaš, kako da se ne razumela? Ti tega ne razumeš. Tudi jaz tega nisem razumel, če že hočeš vedeti. Zdaj pa razumem. Saj sem ti rekel, da čvekaš, no.
No pač ve kam, če hočeš. Dobro, no. Kaj pa je, no? Kaj je narobe, no? No, pri tebi je vse v redu, ti si okej. Poglej, dočakal si 50-letnico, zdrav si, nekoliko rejen. No, ne preveč, samo toliko, kolikor se funkcionarji na tvojem položaju spodobi. Kariero zauzemaš v 4. prestavi in dobil si celo red za zasluge za narod. Ti pa zakaj praviš celo? Ker tako sem rekel. Odlikovanja si menda zaslužil, to najbolje vedo tisti, ki so te predlagali zanj. To tudi jaz mislim, da sem ga zaslužil, dragi moj. Prepričan sem, da tako tudi misliš. Po tvojem ironičnem tonu bi sklepal, da ti nisi tega mnenja. O tvojem odlikovanju ne bom razmišljal. Če te že zanima, kaj mislim o sebi. Zakaj, na primer, tudi jaz nisem dobil takega odlikovanja? Pa dobro, Božo, je to zdaj važno, kaj? No, če je zate, zakaj ne bi bilo tudi zame? Vidiš, za tebe je važno. Priredil si banket, 2 podpolkovnika, en republiški podsekretar, en generalni, kaviar, jastok, poran, koktejli, krimski šampanec. No, tvoja žena z ogrlico za $500,000, vidiš, tako je to važno zate. Zakaj pa potem ne bi bilo tudi zame? Čudim se ti, Božo. Ne razumem te, res ne. Poglej, 30 let se že poznava in nikoli med nama ni bilo nič narobe. No, zdaj pa kar naenkrat vse to, no. No, zdaj pa kar naenkrat. Mogoče ti bo kdaj pozneje povedal, zakaj zdaj in zakaj kar naenkrat. Ampak rekel sem ti že, da ne razmišljam o tebi, ampak o sebi. Pri tebi je vse jasno kot beli dan. Že 20 let menjaš same direktorske položaje, iz podjetja v podjetje, vedno večjega, vedno proti vrhu. Pa dobro, dragi moj, ko sem menjal jaz, si menjal tudi ti. Ne, ampak jaz sem šel vedno za tabo, to je pa velika razlika. Dobro, in kaj je pri tem narobe? Pri tebi je vse v redu, ampak jaz trenutno ne razmišljam o tebi, ampak o sebi. Razmišljaš o sebi, govoriš po meni. In zakaj nisi včeraj razmišljal? Zakaj nisi pred enim letom razmišljal? Zakaj nisi, kaj vem, kdaj razmišljal? Pa prav zdaj, no to prav zdaj. Veš, čudim se ti, Božo. Ti pa menda, se mi nerodno povedati, ampak pa mi menda ne zavidaš ti. Pa kaj hudiča vem, kako sem vse to dosegel. Delal sem, no. Mogoče sem bil malo bolj srečne roke, kakor drugi. Ampak dobro, to je zdaj vseeno. Nekaj ti popovem. Nikoli, dragi moj, nikoli nisem pozabil na te. Zmeraj, kadar si menjal položaj, kakor ti praviš. Zmeraj si ga menjal tudi ti. Ko so delili nagrade, si bil zmeraj ti prvi. Hvala. Ko je bilo treba koga postati v inozemstvo, si šel ti, dragi moj. Hudič te vzemi. Pa kaj je s teboj danes? Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je že davno prej, samo da tega nisem vedel. Pa dobro, in kaj imam jaz pri tem, kar se je zgodilo? Ti? No, kaj imam jaz pri tem, kar se je zgodilo? Vsako besedo, ki jo povem, jo popadeš kakor pes kos. No, kaj se je zgodilo in kaj imam jaz s tem, če sploh kaj imam? A to je zdaj ta razlog? To. Pa, dragi moj, med vojno je bilo ustreljenih na tisoče nedolžnih ljudi. Ivan ni bil edini. No, ustreljenih je bilo na 100,000. Ivan je edini, ki se tiče naju, tebe in mene. Ničesar ne razumem. Takrat so zaprli tudi mene. Da, vse 3. Ivana, tebe in mene. Ivana so ustrelili kot talca. To bi se lahko zgodilo tudi nama dvema. Slučajno so izpraznili celico, v kateri je bil Ivan. Kot talca? Seveda, to veš tudi sam, ne? Niso ga ustrelili kot talca. A ti si pijan in ne veš več, kaj govoriš. Ivana so ustrelili kot talca s 6 drugimi skupaj. To je eno. A drugo, mislim, da si pijan in da bi bilo boljše, če bi šel spat. Če ne moreš domov, lahko ostaneš tudi tukaj. Niti nisem pijan, niti ne grem spat. Ivana niso ustrelili kot talca. Drugih 6 so res pobili kot talca, njega pa ne. Dolgo sem verjel tej zgodbi, zdaj pa... Kaj zdaj? Zdaj mi je marsikaj jasno.
Pa božo, lepo te prosim, pa nima smisla, da se zdaj pogovarjava, kar je bilo pred 20 leti. Jutri naj čaka delo. Jaz bom moral v Rim, ti pa se boš moral pogajati za tiste stroje. In kaj nam je zdaj treba vsega tega? No, in zakaj? Med drugim tudi zato, ker se je zgodilo na jutrišnji dan. Pa vem, božo, Ivan je bil plemenit, je bil dober tovariš, bil je hraber. Se spominjaš tistega jutra? Katerega jutra? Tistega, ko so jih prijeli. Dobro, če bi se skoncentriral, bi se ga spominjal. Kaj si se sploh kdaj spomnil na to? Ne vem. Vseh teh 20 letih. Ne vem, najbrž nisem, no. Ja, kaj me zdaj gledaš? Pa veliko je ljudi, ki se več ne spominjajo teh dni, no. Pa, dragi moj, sej vem, bilo je težko, bilo je hudo, bilo je grozno, bilo je tudi lepo in veselo, vse to vem, ampak vse to je bilo. Sej ne rečem, da se ni treba tega spominjati. Ampak, dragi moj, za take spomine so določeni dnevi v letu. Vse to organizirano. Časi se spreminjajo, dragi moji. Danes se bavimo z drugačnimi problemi. In potem še nekaj. Čim starejši postajamo, tem manj mislimo na mrtve. A ne? To je človeško, kaj češ? Jaz pa se tako dobro spominjam tistega jutra. Ivan je bil zaprt v pritličju, midva pa v prvem nadstropju. Ti si bil na 6, jaz na 7. Takrat sem bil v celici slučajno sam, pa popolnoma sam. Tisto noč nisem mogel zaspati, vedel sem, da jih bodo zjutraj odpeljali. Ivan je bil mlajši od naju. Imel jih je 21, a drugi so bili še mlajši, eden med njimi jih je imel komaj 17. Nisem jih mogel videti, samo slišal sem jih. Njihove korake. Nekdo med njimi je jokal. Vsaka znilnica je onemela. Koraki vojaških čevljev, ropot pušk in potem nenadoma pesem. Nekaj glasov, neoglašenih. Skoraj kot jok, kot krik. Najlepša je mladost. In potem samo še ropot kamiona. Ja, spominjam se. A stara nima od česa živeti. Kako veš? Tam sem bil. Kako? Pri njej? Ja, bil sem pri njej, pri njegovi mami. Kdaj si bil? Pred nekaj dnevi v nedeljo. In kaj si rekel? Kaj je rekla ona? Šel sem, prebral sem ta oglas, slučajno sem ga prebral, ker oglasov nikoli ne berem. Tisto noč pa nisem mogel zaspati in ob sobotah so jih časopisi polni. No in? In sem šel v nedeljo. Živi v eni sami sobi, v nekakšni napol porušeni hiši. Tam imaš kaj videti in o čem razmišljati. Dobro. Pa ona? Kaj so si prebral? Nima od česa živeti. Pa počakaj, sej imamo vendar socialno zavarovanje. Sej imamo vendar ljudi na terenu, ki skrbijo za to. Prav gotovo dobiva pomoč. Daj no, ne veš, kolikšna je ta pomoč. Tvoj sin požene toliko v enem samem večeru, pa še zadolži se. Čakaj, pusti mojega sina. Ti boš zdaj še celo mojo družino vmešal v to. Ta pomoč je simbolična, razumeš? Ona pa je bolna že leta. Nekaj časa je živela pri svoji sestri, ta je imela nekakšno pokojnino. Ko pa je umrla, je ostala tudi brez tega. In zdaj... No kaj zdaj? Naj ti preberemo glas še enkrat. Prosim. Prosim dobre ljudi, da mi pomagajo pri uveljavljanju svojih pravic. Čakaj malo. Če ima pravico... Če? Ti praviš, če? Čakaj, ne mislim tako. Pravico ima in pomoč mora dobiti. Seveda pravico ima, a potrebuje tudi 2 priči, da so ji sina zares ubili. Pa se to je na smislu. Ivana so zares ubili. To mora najprej dokazati. Pa ne dokaže. Kako, če bi imela priče, jih ne bi iskala z oglasom? Čakaj, pa prav gotovo je ostal še kdo živ iz tega zapora od takrat. Ima eno samo pričo nekega
bivšega železničarja. Ampak prvič ena priča ni dovolj, morata biti dve in drugič... To je birokracija. In drugič ta priča ni posebno solidna. Možakar je nekaj poneveril in mu zdaj seveda ne zaupajo. Pa dobro, bo že še našla kakšno drugo pričo, no verjemi, da jo bo, no. Naprimer tebe in mene. Počakaj, da se ti nisi javil za pričo tudi v mojem imenu. Ne, povedal si mi, da ji bom pomagal. Povedal si mi, da sem bil v istem zaporu, da pa ne morem pričati, dokler ne preverim tistega, kar vem o tej stvari. Hvala Bogu. Ti torej ne misliš pričati? Božo, sam veš, da ne utegnem. Poglej, jutri moram v Rim. Potem me čakata Nemčija in Nizozemska. Stara nima kaj jest. Dal si mi nekaj denarja, kolikor sem pač imel pri sebi, ampak s tem zame stvar še ni rešena. A vem, stara je v težki situaciji, ampak te situacije sploh ni tako težko rešiti. Zato ne potrebuje prav naju dveh. Našla bo ljudi, brez skrbi bodi. Pa ljudje vendar ne bodo dovolili, da bi starka v taki situaciji sej... Poslušaj, veš, kolikokrat je že dala tako glas? To je že šestič. Tam v glasnem oddelku je že poznajo. In veš, kaj so ti ljudje naredili? Zbrali so denar in ji plačali oglas. Vsakokrat. Ljudje, ki niso nikdar poznali nekega Ivana Pirca. Dobri ljudje. Dobri ljudje, no. Ja, dobri ljudje. Pa dobro, Božo, jaz nimam časa. Pa vendar ne bom odpovedal potovanja, zapostavil interese podjetja, interese 670 ljudi, kolikor jih imamo, samo zato, da bi uredil en primer. Poglej, Božo, dal ti bom 50 000, samo prosim te, daj mi mir, ker imam 100 drugih problemov. Imamo 200 ljudi brez stanovanja, obrati so v rekonstrukciji, ljudje godrnajo, ker plače stagnirajo in mi jih pa ne moramo povišati. In ti hočeš, da zdaj odpovem ta potovanja, ki ne nam zagotovi naročila in delo za nas vse skupaj. In to samo zaradi oglasa. No, prav niti treba. Sam bom pričal. No, vidiš, ti lahko, ti imaš čas. Dobro, ampak potem moram vedeti resnico. Ja, pa kakšno resnico? Resnico, zakaj so ga ustrelili. Pa 100-krat sem ti že povedal, Ivana so ustrelili kot talca. Ni res. Ja, ti poslušaj, kaj pa že spet? Kaj pa že spet švekaš, kaj? Nič ne švekam, Ivana niso ustrelili kot talca. Ustrelili so ga zato, ker so pri njem našli tisto orožje. Revolverje in bombe. Ja, kakšne revolverje in bombe? Revolverje in bombe, ki si jih ti dobil v varstvo. Poslušaj, zdaj mi pa zadosti. Ti že ves večer kuhaš nekakšno kašo in je hočeš potakniti meni. Ne deri se na. Nič ne namigujem. Stara mi je povedala. Ivan je dan preden so ga zaprli dobil orožje od nekega tovariša. Stara tega tovariša ni videla, Ivan je povedal. Naslednjega jutra je orožje in bombe vzel in odšel. Naletel je na racijo in konec. Tisto orožje in bombe bi moral sivemu izročiti ti, samo da si se ti bal. Nisi ga ti izdal, tega nisem rekel in tega ne bo nihče trdil. Ti si samo naprtil njemu tisto, kar bi moral storiti sam. Bilo te je strah in to je vse. In ti lahko to dokažeš? Niti na misel mi ne pride, da bi ti dokazoval. Vem, da bi orožje in bombe moral izročiti sivemu ti. In prepričan sem bil, da si to tudi storil. Sploh pa sem te nekaj dni po Ivanovi aretaciji vprašal, kako je s tem. Rekel si mi, to je v redu. In jaz sem verjel. Vseh 20 let je bilo zame vse v redu. Do nedelje. To vem in to bom tudi povedal, ker bo njegovi materi najbrž bolj koristilo, da je njen sin padel pri opravljanju neke naloge. Ti si, veš, kaj si ti? No, vse nam je, kaj mi boš rekel. Sploh pa, če je vse tako, kot praviš ti, zakaj se sploh razburjaš? Kakšna nesramnost. Če bi mi vse to rekel kdo drug, ampak ti, Božo, in to prav ti, ki sem vse svoje življenje... No, nehaj, kaj vse si storil zame. Potreboval si me, zato si me vlačil s sabo. Jaz sem pravzaprav tepec. Ja, tepec. Dovolil sem, da me vlači s sabo kot kos prtljage, namesto da bi sam sedel na stolček, na kakršnem sediš ti.
Mogoče bi tudi jaz dobil danes odlikovanje. Mogoče bi tudi jaz tako po domače pospremil generalne. Ampak jaz ne. Vedno sem bil nekakšen namestnik, nekakšen drugi človek. Vedno odvisno od tvoje volje. Mogoče sem prav tako sposoben kot ti. Končno pa jaz pripravljam vse te tvoje velike kupčije. Sam si rekel nocoj, ne vem, kako sem vse to dosegel. Delal sem, mogoče sem bil bolj spreten in bolj srečne roke kot drugi. Res si bil. Bolj spreten in zato tudi bolj srečen. Bilo mi je tega dovolj, vsaj meni je dovolj. Zame ta tvoj veliki jaz ne pomeni ničesar več, ker nisi več tisto, kar si bil. Tisti Jože iz vojnih dni. Hraber in požrtvovalen. V resnici si bil strahopetec. Ti pravzaprav nisi tako sentimentalen, kakor se že ves večer delaš. Ti nekaj naklepaš. Imaš nekakšen načrt in to umazan načrt. Čakaj, nisem še končal. Dejal sem, da si bil strahopetec. Dodal pa bi še, da si še vedno strahopetec. Bojiš se. Ker kaj bodo rekli ljudje, če se nenadoma izve, da je bil neki Ivan Pirc ustreljen zato, ker je izvrševal majhno, skoraj nepomembno nalogo namesto tebe? Vem, ti lahko rečeš, kar hočeš. Lahko rečeš, da ti je bilo ukazano, da daš orožje njemu. Mož, od katerega si dobival direktive, ni dočakal konca vojne. Padel je. Vidiš, ampak ljudje si bodo mislili vse mogoče. Na tebi ne bo madeža, a ostala bo majhna, čisto majhna senca. No, vem, kaj bi rad. No, kaj? Moj položaj. Ti izsiljuješ. Se tebi tako ponujejo, da prevzameš eksport Tex. Končno sem pa menda tudi jaz zaslužil, da si svoj kruh režem sam. Napi. Se to ves čas delam. Božo, pa ti res toliko do tega? Se ti zdi čudno? Pravzaprav ne, mogoče imaš prav. Prepričan sem, da imam. Samo o vsem tem bi se lahko tudi malo drugače pomenila, a ne? Sploh ne vem več, kaj sem govoril. Kadar preveč pijem, tudi preveč govorim. Dosti mi je tega žganja. Daj, Božo, pogovoriva se pametno. Poglej, menda se ne bova zdaj razšla po tolikih letih prijateljstva kot pes in mačka. Oba dva jih imava že 50 na grbi. In kaj nama še ostane? Mogoče 10, največ 20 let in potem čau, dragi moj. Stari bom poslal tako jutri 50. Ne, dal ji bom 100 000. Pa priče si bo že našla. Bodi brez skrbi, da si bo našla, no. Mi dva se bova pa zdaj pogovorila o vsem tem. Božo, verjemi mi, da sem takrat dobil direktivo, da ne dam Ivanu tisto orožje. Verjemi, ampak se veš, v vojni je včasih tako čudno. Zgodijo se tako neverjetni dogodki, da zgleda zdaj to kakor pravljica. Pa nimam kaj skrivati. Ampak, če bi se zapletli zdaj v to zadevo, bi bilo res tako, kakor si ti rekel. Beseda bi dala besedo in nazadnje bi se lahko izcimilo, da je Ivan res padel zaradi mene. Ja, tega pa ne morem dovoliti. Imam preveč dobrih prijateljev, ki bi planili na to, kakor pes na kost. In potem mislim, da je najboljše zame, pa tudi zate, da pustiva to stvar lepo na miru. Malo prej se me užalil. Si, užalil si me. Ampak mi dva sva prijatelja. Stara, dobra prijatelja. Napi. Najlepša je mladost, mladost ne pride.
več nazaj. Večer. A vi ste, gospod. Obljubil sem, da se bomo glasili, ne? Prosim vas, vstopite, gospod. Hvala. Oprostite, zmedlo me je. Izvolite, prosim. Izvolite, gospod, prosim. Hvala in prosim vas, pustite gospoda, teh zdaj ni več. Pa danes je to nekaj običajnega. Da. Oglasil sem se samo za hip, tovarišica Pirčeva, predvsem zato, ker sem vam obljubil, potem pa tudi še zato, da uredim neko obveznost. A ste našli? Nažalost, povsod sem iskal, pa nobeden od mojih prijateljev in znancev ne ve. Jaz sem pa mislila. Verjemite mi, da sem naredil vse, kar sem mogel. Iskal sem, spraševal, ampak nihče od mojih prijateljev in znancev ne more pričati, ker vašega sina nihče ni poznal, ne govoril z njim. Vsi samo domnevajo, da je bil zraven, a nihče ne more tega veljavno potrditi. Ampak prepričan sem, da se bo našel kdo, ki je vašega sina poznal in bo lahko povedal kaj več. Mislite? Prepričan sem o tem. Torej, to je eno in drugo. Imam nekaj za vas. To smo zbrali med seboj. Kaj je to? Za vas, tovarišica Pirčeva. Vi ste tako dobri, saj ne morem. Pustite to, ta denar smo zbrali vsi, ki smo bili takrat zaprti. Naj vam to pomaga, dokler stvari ne uredite. In prepričan sem, da jo boste uredili. Prepričan sem, da se bo javil kdo, ki je vašega sina poznal. Pa res mislite? Prepričan sem o tem, saj smo vendar ljudje. Skupaj smo trpeli. Torej, še enkrat... Nasvidenje, tovarišica Pirčeva. Vi ste toliko dobrega napravili, vi in vaši prijatelji. Kako naj se vam zahvalim za dobroto, saj še vašega imena ne vem. Ime mi je Lemih, Rudolf Lemih. Torej, še enkrat nasvidenje, tovarišica Pirčeva. Vse najboljše in veliko sreče. In hvala, gospod. Hvala, nasvidenje, gospod. Prosim, dobre ljudi, Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.